Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Bi pokukali v možgane? Ne sicer v prave, pa tudi ne v take iz pobarvane plastike, pač pa v digitalne. Bi? Stop je prost. Čakajo vas BB oziroma Big Brain, veliki možgani. Gre za prvi visokoresolucijski tridimenzionalni digitalni model človeških možganov. Izdelala ga je mednarodna skupina znanstvenikov. Vabilo, da vam pogledate, pa je objavljeno v znanstveni reviji Science. Model, ki ga že primerjajo z Googlovo tridimenzionalno zemljo, omogoča vpogled v mikroskopske podrobnosti anatomije naših možganov. V te virtualne možgane je moč prodreti virtualno tako globoko, da lahko tam opazujete zadeve, ki so tanjše od človeškega lasu. Kako je bilo moč doseči tolikšno podrobnost? S potrpežljivostjo, iznajdljivostjo in natančnostjo. Raziskovalci so uporabili možgane 65 let stare umrle ženske in jih razrezali na 7400 plasti, kjer je bila vsaka plast tanjša od polovične debeline človeškega lasu. Vse te tisoče plasti so nato obarvali oziroma označili tako, da so postale vidne tudi najmanjše anatomske podrobnosti, jih skenirali z visokoresolucijskim skenerjem in vnesli v računalnik. Tam so jih nato ponovno združili v celoto. Kaj so ujeli vanjo? Gotovo do zdaj najbolj popolno sliko notranjosti naših možganov, v katero so zajeli kar 80 milijard nevronov. Da so ustvarili, so potrebovali kar 10 let vztrajnega natančnega dela. Rezultat? Tridimenzionalni, visokoločljivi digitalni možgani, v katere se lahko nevrologi spuščajo, padajo in se dvigujejo po mili volji, jih pregledujejo do nepredstavljivo drobnih podrobnosti, takih, ki so pomembne za raziskovanje, kaj se dogaja v naših možganih, ko opazujejo, računajo, razmišljajo, registrirajo, ocenjujejo, sklepajo in ukazujejo. Ali, kot je izjavila ena od udeleženih raziskovalk, profesorica Katrin Amunds z Jüličevega raziskovalnega centra v Nemčiji, kot če bi uporabljali Googlovo zemljo. Opazuješ lahko podrobnosti, ki pred to tridimenzionalno rekonstrukcijo niso bile vidne. Kaj bo to prodiranje v globino in pod širno skorjo možganov znanstvenikom omogočalo? Med znanstveniki, ki so že nestrpno čakali na BB velike možgane, je na primer profesor Paul Fletcher, psihiater z Univerze Cambridge. Od skeniranja možganov si obeta, da mu bodo pomagali zbistriti sliko ene najbolj v meglo zavite motnje prehranjevanja. Po njegovem prepričanju bodo BB ali veliki možgani omogočili korak naprej oziroma še bolj natančen pogled, kot ga omogočajo najboljši skeni možganov, ki jih je do zdaj lahko dobil pri svojih pacientih. In sicer videti podrobnosti na ravneh, na katerih poteka preračunavanje možganov. Zmožni bomo proučevati odzive v ljudeh in jih locirati na tem atlasu možganov, ki omogoča vpogled vse od posameznih plasti v možganski skorji do posameznih celic, je navdušen profesor Fletcher. Tako podroben dostop bo prost za vse nevrologe, kar naj bi jim olajšalo raziskovanje motenj v delovanju možganov, ki so čedalje večje breme za družbo. S staranjem prebivalstva se namreč množi število bolnikov, ki jim popušča spomin do tolikšne mere, da postajajo breme za družbo in družino. Zato ni presenetljivo, da je bilo v zadnjem času uvedenih kar nekaj obsežnih in dragih raziskovalnih projektov, ki naj bi pomagali priti do dna delovanju možganov in s pomočjo boljšega znanja do učinkovitih zdravil za zdravljenje ali celo preprečevanje duševnih motenj. Pa ne gre za take, ki so povezane s staranjem, kot sta Alzheimerjeva bolezen in demenca, ali pa take, ki nas lahko prizadanejo tudi že v mladih letih, kot sta depresija in shizofrenija.